Gorenjska obzorja. Na stežaj. Vrata radijske klepetalnice danes na stežaj odpiramo v svet Darka Đurića, mladeniča, ki dokazuje, da v življenju ni nemogočih poti, so le izzivi in cilji, ki so z vztrajnostjo, dobro voljo in nekaj trme lahko dosegljivi. Dvakratni olimpijec, izjemni paraplavalec, ki se je dvakrat veselil naslova svetovnega in enkrat evropskega prvaka, pa ni le nekdani športnik, ampak tudi mojster besede, ki mu je blizu že od malih nog, ekonomist in podjetnik, ki svojo življenjsko zgodbo, iskrenostjo, neposrednostjo, hvaležnostjo in humorjem navdihuje ljudi vseh generacij. O njegovi življenjski poti, motivaciji, glasbi, trmi, jezi, potovanjih in trenutkih, ki delajo njegovo življenje lepo, bova klepetala o nadaljevanju. Najprej pa, Darko Đurić, dober dan in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Živijo in hvala se za povabilo. Sem odlično. Tak lep dan se je danes naredil, tako sem prav dobre vole. Ponedeljek, pravijo, velja za najdaljši dan v tednu. Kako ste s ponedeljki vi? Menda kakšne posebne jutranje rutine nimate, mrzel tuš pa pride prav. A to še vedno drži? Zdaj sem ga mogoče malo v kinu, sem gotovo, da mi ne paše več toliko, ampak včasih ko se rabam da hitro zbuditi, pa zelo prav pride. Ponedeljki so meni tako, včasih si naredim tako vikend, da si že prav veselim potem ponedeljka, da lahko začnem z aktivnostmi. Če delaš tisto, kar te veseli, nekak ponedeljek niti ni tako dolg na koncu. In ne tako stresen, kot pravijo nekateri. Tako je. Zdaj, vaša življenjska zgodba, ki ste jo predstavili tudi v knjigi Plosk ene roke, je izjemno zanimiva in navdihujoča, morda bi lahko rekla celo filmska. Kot pravite sami, po eni strani običajna, po drugi pa drugačna in izjemna. Rodili ste se v Mariboru, 1 leto preživeli v Ljubljani, nato pa odraščali v Podbrezju. Kako se vi spominjate poti, ki vas je pripeljala do človeka, do Darka, ki ga lahko srečujemo in spoznavamo danes? Bila je v bistvu zahtevna pot velikokrat, če se malo tako izrazim, trnova. Lepa, zanimiva, dinamična. Veliko se je dogajalo, včasih, ko se s kom pogovarjam, kaj vse sem doživel, kaj vse sem počel, kje vse sem bil, katere ljudi sem spoznal. Se mi zdi, da sem res lahko hvaležen, pa nočem res te besede zlorabljati, ampak hvaležen za vse to, kar sem lahko doživel. Da sem danes tukaj, kjer živim lepo življenje, aktivno in v bistvu se res dobro počutim v svoji koži. Pri 2 letih na Miklavža ste prišli v Podbrezje k Debeljakovim, kjer ste odraščali v veliki družini z 2 bratoma in 2 sestrama, s 5-letno razliko med najstarejšim in vami. Kako živahno pa je bilo pri vas doma? Ena taka klasična družina, kmečka. Vse brati pa sestre so veliko več mogli tudi pomagati na kmetiji. Meni na srečo ni bilo treba toliko veliko, ampak kakšno stvar sem vseeno mogel sodelovati. Igrali smo se, bili smo najboljši prijatelji, pa največji sovražniki, kot vsi brati in sestre. Se mi zdi, da res je ena taka prijetna dinamika. Tudi, ko kdaj obujamo spomine na mladost, bi rekel, da imam res lepe spomine. Večinoma take pozitivne. Največkrat se spominjam, ko smo prišli v nedeljske maše, pa sta nas starša brala iz knjig. Mi smo tisto staro kmečko, krušno peč imeli, oziroma jo še imajo doma. Pol so vsi okoli posedali, pa sta pol kakšne vinetuje ali pa 5 prijateljev, pa kakšne take knjige brala. Pa sicer mami ve povedati, jaz imam v spominu, da sem ful mirno poslušal, ona pa ve, da je rekla, da sem jaz vedno edini okoli leto. Pa sem bolj danes največji navdušenec nad knjigam pri nas. Kako vas je oblikovalo življenje na kmetiji, kjer dela nikoli ne zmanjka? Bratje in sestre so, kot ste dejali, pomagali več, ampak brez dela pa tudi vi niste bili, ne? Ja, kakšne stvari sem pač moral sodelovati oziroma doprinesti. Recimo, kakšne drva sem mogel v drvarnico metati oziroma v kurilnico. A imate še naziv najboljšega metalca drv? To sem si v glavi postavil, tako da bi bilo malo lažje, ko sem se opiral kot tisti pravi najstnik, ker ti vse bedno. Pa zakaj jaz, da je to krivica, pa sem padel da sem začel uživati, ker večji polenk sem vrgel noter, boljš mi je bilo, nekako premagovanje samega sebe. Kakšno dvorišče, da sem kdaj pometal, bolj sem pa mogel recimo noter gospodinjska opravila, kaj takega, kar se mi pa najhujš del nogavice zlagati, ker to je bil pa zame mučenje. Tako mukotrpno delo, ne? Ja. Starša vas, kot pravite, nista zavijala v vato in čeprav ste se takrat kot vsak normalen mulc upirali, pa ste danes prav zato hvaležni, ne? Kako
ponosni pa ste danes z vašimi izkušnjami, z vašim znanjem, z vašimi doživetji na to, da ste tisti čas vsi trije zdržali, ne? Vi kot najstnik, ki išče svojo pot, in starša, da sta ostala dovolj trdna. Mislim, da zelo, oziroma, ko bom rekel, velikokrat nisem imel toliko težav s to samo podobo, oziroma da mami tudi rekla, da kasneje enkrat, da se je bala, kako bo puberteta prišla, kako se bom v družbi znašel, ampak nekako s tem nisem imel težav. Največ pa seveda to, da sem danes v bistvu samostojen, pa v angleščini temu rečejo full-time prosthetic user, se pravi, da skozi uporabljam proteze in da res živim brez vozička in res samostojno življenje. In tukaj, to pa večkrat poudarjam, nisem jaz mislim, sem tudi sam, ampak ne samo jaz, ampak tisti ljudje, ki so okoli mene bili, in mi pomagali, in starša sta tukaj res opravila ogromno vlogo. Ko sta me vozila na Sočo v Ljubljano, na treninge hoje, ko smo proteze delali in pol ob meni doma vztrajala, da sem vadil, treniral, ko nisem hotel, da sem delal fizioterapevtske vaje, ko jih nisem hotel, ko so se mi zdele najbolj brezvezne, ampak danes lahko potrkam, da imam zdravo hrbtenico, da mi zdrži vse te napore, da lahko živim aktivno življenje. In tukaj jaz mislim, da brez skupnih moči, sodelovanja, vztrajnosti teh rezultatov ne bi bilo. Je to tisto, kar je najbolj vredno, čeprav je bilo tudi staršema večkrat težko gledati, kako se trudite, kakšne bolečine vam pravzaprav povzročajo tudi proteze takrat, ko ste jih testirali oziroma dobili na novo. Ja, te proteze so, če bi kakšne bolj boleče trenutke se spominjal, so sigurno proteze, in to je bilo, ni zadeva, ki je res sodobna, ampak jo z veseljem nosiš, ampak da pa tisto svobodo, pa samostojnost oziroma enakovrednost, recimo takrat še v najstniških letih sovrstnikom, ko sem bil potem isto velik kot oni, lahko sem z njimi okoli hodil, ampak ja, to bi rekel, da niso bile najboljše narejene velikokrat, zelo na hiter ali pa površno, in če je to tesno, žuli, boli, pritiska na neprimerne kraje, to so res neprijetne bolečine, in se je ti pol dostikrat to tudi odvzame malo voljo do vsega, da bi to uporabljal, pa treniral, se trudil, ampak pravim, takrat, ko je bilo meni najtežje, ko sem sam obupaval stone, tisto svojo vlogo upravljal in namest mene vztrajala oziroma me spodbudila k temu, da sem jaz vztrajal. Bila tista prava podpora, ki vam je pomagala delati korake v vaše življenje. No, midva se bova zdajle za trenutek ustavila, si privoščila nekaj glasbe. Po vašem izboru bo še vedno prisegate na bolj trde ritme, ali se je z leti tudi okus za glasbo kaj omilil? Ne, moji kolegi rečejo, da se je še poslabšal. No, ampak mi bomo v glasbenem izboru zagotovo uživali, potem pa povedali še kakšno o vaših plavalskih uspehih, treningih odbojke in življenju nasploh. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Z Darkom Đurićem klepetamo danes, dvakratnim olimpijcem, vrhunskim paraplavalcem, danes pa motivacijskim govornikom, ki svojim zgledom tudi nam kaže, da v življenju ni nemogočih poti. Prej sva začela pri vašem otroštvu, ki je bilo po eni strani, kot pravite sami, povsem običajno, ključno z najstniško trmo, pa željo po dokazovanju. Ste borec, ki je odličen primer dobre prakse, in dokaz, da ni meja, če je le dovolj volje. Kot otrok ste plezali povsod, igrali nogomet, če ste se srečali z izzivom, ste vedno našli pot, še toliko bolj z užitkom, če vam je kdo rekel, saj ti pa tega ne moreš, ti pa tega ne boš nikoli dosegal. Kako zelo vas je to podžgalo oziroma vas podžge še danes? Zelo. Mislim, to je ena taka stvar, ki takrat sem to gledal kot eno žalitev včasih, kot ti nekdo iz svojega vidika govoril, kaj se da in kaj se ne. Sem si včasih mislil, da je pust, da jaz to naredim, pa probam, ne mi govoriti, kaj jaz zmorem, ker sam vem, kaj zmorem, pa ne zmorem. In ko mi je nekdo rekel, ja, to pa ni mogoče, to pa bodi realen, pač okej, sem rekel, bom jaz probal, pa bom jaz povedal, jaz sem realen, nisem. Tako da sem potem z veseljem kakšno stvar poskusil, ko so rekli, da ne bi šlo, in tudi na to uspel.
Rodili ste se brez ene roke in brez obeh nog. V otroštvu in mladosti ste vedeli, da ste drugačni, ampak to vas nikoli ni oviralo, da pri čem ne bi uspeli. Je pa bilo potrebnega nekaj več časa in nekaj več let, da ste odkrili svojo izjemnost. Kako pa ste se skozi življenje spreminjali po tej plati, da ste v sebi iskali svoje potenciale, svoje sposobnosti in ne nazadnje svojo izjemnost? Kot otrok mogoče ali pa mladostnik sem vedno imel nek tisti kompleks, mogoče tudi, da je manj vrednosti, da sem odvisen od drugih, da moram biti za nekaj hvaležen, da moram biti hvaležen, da se nekdo z menoj ukvarja. Pa na koncu ste pa kakšni taki odnosi, kar bremenijo, pa tako imaš nek notranji konflikt, zakaj bi moral biti hvaležen, če recimo nekdo, ki ima vse, mu je vse dano nekako v primerjavi s tem, jaz pa niti nisem se izbral te poti konc koncev, sej jaz nisem želel se roditi brez nog in roke, pa biti v rejništvu, ampak na koncu se ti stvari zgodijo, kot se ti, in ne moreš tega spremeniti, situacij, ki so se že zgodile. Se pravi, lahko spremeniš samo pogled na to, in jaz sem skozi življenje, pa nam rekel, da je to en trenutek, da se do nekaj dojel, pa eureko doživel, ampak spoznaval sebe, pa tudi kako funkcioniram v družbi, v odnosih, tudi pod pritiskom, in sem počasi začel delati na stvarih, ki sem jih ozavestil, da mogoče ali meni povzročajo težave, tudi pač soočenje z jezo je ena izmed takih stvari, ki sicer velikokrat pomagala in mi omogočila, da sem čez kakšno oviro šel, velikokrat me pa tudi v take smotane situacije postavila, pa sem samega sebe naredil in budalo, jaz kakor direktor reče, ampak še enkrat, ne moreš pa spremeniti preteklosti, ne moreš spremeniti stvari za nazaj, lahko spremeniš pa percepcijo tega in pol na tem delaš, če rečeš, če sem se takrat naredil budalo iz sebe zaradi jeze, zakaj bi mogel naslednjič to narediti, potem lahko naslednjič drugače reagiram, kaj lahko naredim jaz, da bom drugače reagiral, ko se mi ta impuls sproži, se začne zavedati, kako boš odreagiral v neki situaciji. In mislim, da je to celo življenjsko delo, ni to iz danes na jutri. Se je pravzaprav šele dobro začelo, kaj vse nas še čaka na poti proti 100? Tako. Zdaj, širši javnosti ste najbolje poznani kot športnik, sicer veliki večini bolj kot plavalec, ampak še preden ste se spoprijateljili s plavanjem, ste bili zapisani odbojki, celo član slovenske odbojkarske reprezentance SED. Kako pa se je začela tale vaša odbojkarska zgodba? Moram malo nazaj iti. Jaz sem hodil celo otroštvo v kolonijo v Pineto z Zvezo Sonček. Tam smo seveda imeli tudi spremljevalce in fizioterapevte in je bila ena fizioterapevtka Vesna, ki je z nami tam delala, in pol me je, mislim, da sem bil v prvem letniku srednje šole ali pa ravno na prehodu v prvi letnik, in me je klicala, če bi prišel na trening sedeče odbojke. Nisem niti vedel, kaj je to. Pa je rekla, to je pač za invalide prilagojen šport, probi, boš videl, če ti je zanimivo. Sem takrat že avtomatično začel razmišljati, bomo pa slavni športnik, Nisem videl, kako izgleda, pa sem že sanjal. Potem se spomnim, sem prvič šel v Kamnik na trening, takrat se je pa mladinska reprezentanca pripravljala na mladinsko svetovno prvenstvo, ki ga je gostil Kamnik. Leta 2005, to je bilo novembra, sem tam tiste fante videl, sem jih s takimi očmi gledal, z velikimi očmi, kakšne zvezde so to, Potem smo tudi na tem svetovnem prvenstvu zaigrali. Pa spomnim, ko je selektor, bil to Adi Urnaut, legenda slovenske odbojke, tudi dolgoletni trener ženske reprezentance odbojke SED, in ko smo mi tiste priprave oddelali, pa je rekel, zdaj bom pa določil ekipo, selekcijo, v kateri boste zastopali Slovenijo, Smo pa vsi prišli na srečo v ekipo, in tisto, ko sem videl, da bom reprezentant, mi je bilo tako tak velik dogodek. Sem imel tudi sošolce, pa sosede, ki so bili športniki, pa so znani hokejisti, pa takrat košarkarji, pa to, in ko so neke mladinske selekcije prihajali, je bilo meni tako, kakšna velika stvar je to, pa sem pa tudi sam imel to priložnost postati reprezentant Slovenije, in sem pa na tistem mladinskem prvenstvu tudi zaigral. Bilo je taka zanimiva izkušnja, z tekmovalnega vidika mogoče nismo bili toliko uspešni, ampak sem pa imel takrat priložnost se prvič soočati z
športom invalidov, danes se imenuje parašport, in da sem videl, da tudi v tujini so to ekipe, ki resno trenirajo. Mi smo igrali proti Brazilcem, smo igrali proti Iranu in takim reprezentancem, ki so bili profesionalci, to so bili igralci, ki so bili plačani, in jaz sem takrat tudi videl, da je to priložnost, da če treniraš, če se trudiš, imaš možnost tudi potovati, imaš možnost zastopati svojo državo. Sicer s tisto ekipo pol ni bilo nič našo več naprej, ker veliko jih ni imel take motivacije za trening. Moram tudi reči, da tudi jaz za eno roko pa nisem ravno največji, nisem bil najbolj konkurenčen. Ampak ste bili pa menda precej strupeni z vašim spodnjim servisom. Ja, to je bil pa moja specialiteta. Nisem še imel take moči kot danes in mislim, da zgornji servisov niti žoge ne bi čez mrežo spravil, oziroma jo nisem mogel, pa sem pol v bistvu spodnji servis tovku s pestjo in smo igrali proti Iranu. To je pač tako zgleda, to je bilo prvenstvo do 23 let in jaz se včasih hecam, da vsi Iranci so imeli tam 22 let, pa ne pa 364 dni. Vsi so imeli že take dolge brade, jaz sem bil tako, kot piščančki smo bili pred njima. To, ki te je žogo zadev, si ti šel žogo skoraj z igrišča ven. Ampak to bili tako kar korektni, tako prijazni, ne v igri. In smo na koncu, tam enkrat prišel na servis, ne vem, kako je bila že situacija, in sem ene dva servisa tako udaril, da se jim odbila tam. Če sem kaj znal, sem dobro znal pociljati, ni bil to močen servis, bil pa tako čuden, je žoga letela, ko oni so bili navajeni na une profesionalne servise, je žoga preletela, so znali analizirati, pa moj 2x6 preleto so malo gledali, kaj se zdaj dogaja. Pa ta tretjo žogo so pa dvignili, pa hitro točko dali, tako da se še danes hvalim, da sem 2 točke dal, nekaj takega. In to je to, ne? Ja. In v tistem času, ko ste sanjali, da boste postali odbojkarski zvezdnik, ste dobili tudi ponudbo oziroma povabilo, da se pridružite plavalcem, pa niste bili najbolj navdušeni nad tem. Je res, da ste rekli, da vi pa že ne boste šteli ploščic v bazenu? Ja, v bistvu sem takrat že istega leta sem šel na državno prvenstvo v plavanju za invalide, se pravi, bilo je v Velenju in sem nek tak dosti soliden rezultat odplaval. In je takrat eden, pa ne spomnim se zdaj točno osebe, so rekli, ti bi mogel plavanje trenirati, pa sem pa res nekako rekel, ne, jaz bom odbojko igral, to je plavanje brezvezen športa, kaj bom jaz tam kilometre nabijal, Ampak potem sem dejansko videl, da v odbojki res ne bom dobival priložnosti, da bom, če bom že kaj drugega obroban igralec, mi ni najbolj pasala ta vloga, pa smo se pa v Radovljici nekako dogovorili za možnost treninga. Mimogrede, kje v bazenu imajo najlepše ploščice? Težko bi rekel, ampak ravno zadnjič sem po dolgih času obiskal v bazenu v Radovljici in se ti kar vrnejo ti spomini, da vse tiste ure, ko si tam bil, pa res nisem tako zgodaj treniral kot recimo tisti plavalci, od Sare Isakovič pa teh, ko so že v 5 zjutraj kdaj skakali, sem imel zelo humane ure na srečo, ampak še zmeraj, ko tam po zimi čez sneg gazaš pa po vodo skočaš, je tako kar zanimiva izkušnja. In pa še? Ja, se navadaš. Midva si bova zdajle privoščila kratek glasbeni predah, potem pa skupaj skočila v plavalne bazene, ki so zaznamovali kar dobršen del vašega življenja. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Z Darkom Đuričem klepetamo danes in kot obljubljeno greva zdaj v vodo. 10 let športne kariere je za vami v plavalnih bazenih. Splavali ste sicer precej pozno, pri 10-11 letih in takrat potem osvojili prvega bronastega delfinčka, a ga še hranite doma? Ne, mislim, da pojma nimam, kje je tista stvar, ampak je bila taka zanimiva izkušnja. Sem pač skakal v bazen in me je asistent lovil. Bil sem neplavalec, bil smo v Pacugu, šolo v naravi. Sem smo bili takrat, da sem bil še 3. razred, to je bilo leta 2000. Sam še nekaj preč pogledal, imam v spominu, da za eno punco je šla po plaži. Ja, ženske so usodne. Ja, in takrat se mi je življenje spremenilo. Jaz sem skočil v vodo, Sašo je gledal drugama, in jaz sem splaval. Dejansko sem začel z roko takrat mahati po vodi. Stal na gladini in ugotovil, jaz pa lahko plavam. Spomnim še, kako sem bil navdušen, ker dejansko sem pa res par metrov šel, pa Sašo me ni držal, tako, ti pa res znaš plavati.
ne, pa še v bazenu, če je bilo v morju, ki je malo bolj gosta voda, da te gor drži, bi še, ampak v bazenu, ne. Pa sem bil tako vesel, sem rekel, ne bom do konca v počitnico oziroma te šole naravi povedal, bom doma jih presenetil, sem se naučil plavati, pa nisem mogel zdržati, smo takrat tiste kartice na tiste žetone še imeli, ki si pol z unim stacionarcem tistim klical, in sem rekel, mami, znam plavati, ne. Rekla, res, ko ni nič stvarila, ampak sem pa naslednji dan, mislim, da sem res odplaval nekje 25 metrov, smo imeli test, drugi so tisti plavalni tečaj v tistem času delali, jaz sem pač bil med neplavalci, no, pa sem ta zadnji dan res tistih 25 metrov, tako kot drugi odplaval nekaj takega in še po morju, po valovih, pa to je bilo tako posebno doživetje. Ja, res. In še zadnjič je bila ena izmed teh učiteljc, ki je bila takrat prisotna na enem predavanju, tudi je rekla, je res to, tako da ni samo v moji glavi. Tekmovalno pot ste začeli, kot ste dejali že prej, v bazenu v Velenju. Prva, tista uradna mednarodna tekma pa je bila v Antwerpnu, drži? Tako je. Zdaj prve ne pozabiš nikoli, pravijo, kako se vi spominjate te? Bila je tako zanimiva izkušnja, mislim, da je bil še Aleš Sečnik, tudi paraplavalec, pa Dejan Fabčič, se je takrat pripravljal na paraolimpijske igre v Pekingu. Smo šli tja, midva z Alešem sva imela klasifikacijo, kar v parašportu pomeni, da si bil dan v kategorijo, v kateri boš potem tekmoval. Že tam se je pokazala bizarnost tega sistema, da je bil Aleš, ki je imel bistveno težjo poškodbo kot jaz, je pa isto z eno roko plaval, imel je pač obe nogi tetraperezo, se pravi delno tetraplegijo, z eno roko ni mogel, z nogami tudi ni nič mogel delati, je bil dan v isto kategorijo kot jaz, s tem, da sem ga jaz vsaj 20-30 metrov odzadaj lahko pustil, tako da res je bilo nerealno, da bi midva v isti kategoriji plavala. Spomnim se še ene zabavne izkušnje, ko sem tam šel po tleh proti bazenu, pa je en otrok prišel tako iz enega ovinka in med covid, se je začel dreti in je laufal proti mamici, so rekel. So tlele v Belgiji bolj boječi tili otroci kot pa pri nas. Pa sem pa šel prve mislim, da je bila res ena 200-metrska tekma, kjer so v sosednjih progah plavala z enim Francozom Davidom Smetaninom. On je bil takrat na lestvicah med najboljšimi, se pravi, mislim, da je tudi v Pekingu neko 2-3 medalje dobil, bil je svetovni rekorder. Mislim, da me je na tistih 200 metrov nažgal za več kot minuto, neki tak bizaren rezultat je bil. Imel je pa 2 roki, res dolgi roki, natreniran, sicer s tetraplegijo, se pravi, videl se je, da dlani nima popolnoma močne, tako kot recimo paraplegiki, kjer so dlani povsem normalno funkcionirajo, ampak še zmeraj sem takrat začel res malo dvomiti, da je to možno, da sploh nekaj naredimo v taki kategoriji, če tekmujem proti takim plavalcem. Ampak kako pa so plavanje in resnejši treningi spremenili vaše življenje? Precej. Plavanje mi je ogromen dal pri samozavesti, tudi sprejemanju samega sebe. Konec koncev ti moraš iti na bazen ali pa tudi na tekmi, se na paraolimpijskih igrah v Londonu je bilo 18,000 gledalcev, ti greš tam v kopalkah, pokažeš se tak, kot si. Ne moreš prikriti invalidnosti ali pa svoje hibe, in tam si, kar si. In mislim, da je to pomagalo, plus to, da so ljudje mogoče začeli gledati drugače name iz tistega vidika ubogi, neki invalid, revež, do tega, da najboljši primer je to, ko sem mi rekel, ko sem začel plavati, res, ti lahko plavaš, je to možno, Ko sem bil pa malo živ po medijih, pa to, koliko pa treniraš 8-krat na teden, a samo, tako da so mi pa že začeli malo ogledalo nastavljati, da mogoče bi pa mogel več trenirati. Ampak, da mislim, da ljudje drugače začnejo gledati in tukaj vidim zelo velik pomen v športu, tudi za osebe z invalidnostjo, ta socialni vidik, kjer v bistvu, jaz sem diplomsko nalogo na to temo delal, kako šport dejansko vpliva na položaj invalidov na trgu dela, kaj pomaga, dejansko ni raziskav narejenih resnih na to temo, ampak sigurno ti da šport mrežo, ki jo ustvaraš, in jaz to, kar danes počnem, siguren, tudi zaradi športa, kjer sem si postavil neko ime, spoznal ogromno ljudi in tudi tekom športa začel delati motivacijske nastope, pomagati pri samopodobi, disciplini, prepotuješ veliko sveta, tudi ena zabavna izkušnja, kjer smo bili v Rio de Janeiro na prvi tekmi za svetovnem prvenstvu leta 2009. Jaz sem tako z vasi, in zelo mogoče kakšne stvari ozko gledal. Smo bili s trenerjem pa s Dejanom Cimri in tam berem neke novice, kako so neki Balkanci nekoga prebutali. In jaz tako gledam, ti si rečem, presneti čefurija, one dva.
Darko, ko se ti pišeš. Ok, mogoče, nisem ta prav, da to komentiram. Ampak to, da potuješ po svetu, ti da res eno širino. In jaz sem v 13 letih, kar sem začel plavati, pa pol do konca res nekaj države prepotoval, ki jih nikoli v življenju ne bi videl, verjeten. Spoznaš kulture, bil sem na turški poroki v Turčiji, čisto drugače začneš gledati na stvari. Tako da mislim, da šport je res me definiral. Dvakrat ste bili na olimpijskih igrah, medalja se vam je za las izmuznila. Zdaj veliko se govori o olimpijadi, tudi trenutno potekajo paralimpijske igre v Cortini. Zakaj je olimpijada en tak poseben mejnik v športnikovi karieri? Sej na vse zadnje, tekmovalci so večinoma enaki kot na svetovnem ali evropskem prvenstvu, ampak olimpijada pa ima posebno težo. Zakaj? Ja, malo je verjetno zaradi tega, ker olimpijske igre so bile neka prva tekmovanja v zgodovini človeštva, se pravi, Grki so tak tekmovanja organizirali. Je ta neka famoznost oziroma romantika od zadaj, malo je marketing. Pa ja, res se ogromne pozornosti nameni olimpijskim igram. Recimo, težje je povedati, kateri slovenski plavalec ima medalje svetovnega prvenstva, vsi pa vemo, da ima Sara Isakovič z olimpijskih iger. Tako da res je neka teža je. In tudi, ko sem se recimo že uvrstil na svetovno prvenstvo, sem bil 2009 na svetovnem kratkih bazenih, pa 2010 potem na dolgih bazenih. Pa je to drugo največje tekmovanje, pa nisem čutil recimo takega razburjenja, kot pa, ko sem dobil pošto z Paraolimpijskega komiteja leta 2012, da sem izbran v paraolimpijsko reprezentanco Slovenije. Takrat so se tudi z Alešem Sečnikom borila za tisto edino kvoto, ki smo jo imeli. On je tudi normo, mislim, da je izpolnil, ampak je pol selektor določil, da jaz više rangiran, oziroma sem bil tudi više rangiran in sem pol šel. In to je tisto, zdaj bom pa jaz olimpijec. Pa se tiste aktivnosti začnejo z izobraževanjem, da ko primo dobiš. Tudi ena tako zanimivost, ko sem šel na prvo evropsko prvenstvo, smo se oblačili, bil je tudi Dejan Fabčič, pa jaz kot plavalca, pa Borut Štrumbelj je bil kot trener. Leta 2009 v Reykjaviku na Islandiji smo se pripravljali na otvoritev prvenstva, pa se Dejan tako oblačil, bila sva cimra v trenirko reprezentančno, bi rekel, Darko, ti obleko, jaz neke svoje trenirke ven vlečem, bi rekel, ti noben ni dal reprezentančne opreme, sem rekel, ja ne, sem si pol cel teden od njega sposojal oblačila, no, pol za paraolimpijske igre smo dobili. Je res en tako izkušnja in pol, kot prideš v paraolimpijsko vas, je to, ne bi mogel govoriti paralimpijska, ampak mi ta vedno noto haja. Je res ena taka izkušnja, jaz sem res vesel, da sem to lahko doživel in lahko tekmoval, pa tudi pol, ko prideš v areno, recimo pri nas seveda ni bilo vedno veliko gledalcev, na paraolimpijskih igrah je bilo razprodano, in tudi za ekipe je bilo težko dobiti karte. To je bilo v Londonu, v tisti areni, mislim, da 18,000 nekaj takega gledalcev in to je bilo res brutalno, ko to noter stopaš in ko ti vsi zaploskajo in tudi ko sem tam svetovni rekord plaval in ko sem šel dol proti slačilnici in tako, ko so ljudje ostajali pa ploskali, res dober občutek. Pa domače navijače, ste imeli takrat na tribuni? To sem jih imel pozneje, pa leta 2019, ko sem plaval na zadnjem velikem tekmovanju. To je bilo pa ravno v Londonu, v tem istem bazenu. Res pa je, da sem jaz tja prišel zelo zame, za moje merila v slabi formi. Takrat se je neki znancev odločili, da me pridejo podpreti. 15 jih je bilo nekaj iz društva rejniških družin, potem moja bivša punca pa ene par prijateljev. In so si oni za finalno tekmo kupili karte, in imelo mene toliko strah, da ne bom v finale prišel, sem celi ekipi kupil še karte za polfinale, sem rekel, da boste vsaj videli plavati. Na koncu sem se na srečo vrstil, ko sem to doživel, sem rekel, to je pa to. Če smo že pri takih odličnih, posebnih doživetjih, potem seveda ne moreva mimo 2 naslovov svetovnega prvaka, enega naslova evropskega prvaka, pa 4 svetovnih rekordov, če se ne motim. Precej dolgo so zdržali oziroma še vedno držijo? Mislim, da v kratkih se pravi 25-metrskem bazenu sem ga od leta 2017 postavil. Leta 2012 sem na paraolimpijskih 2-krat v enem dnevu postavil svetovni rekord na 50 metrov delfin, ki je zdržal, mislim, da do lani ali predlani. Je pa res, da ga je plaval en plavalec, ki ne paše v to kategorijo in jaz pač se zavedam, da rekordi so zato, da se jih podira in sem z veseljem
videl, da me je nekdo premagal, ampak rezultat, ki ga je plaval, mi je bil totalno nerealen, ker že za mano je bil dosti daleč tisti druga. Ko sem videl, kako plava, sem pač poslal video tudi trenerju in rekel, ni šanse. Tudi pa sem se s parimi plavalci pogovarjal, ki so še aktivni, ki smo skupaj plavali, so si rekli, da ni realno, da je on te kategorije in res letos tekmuje. Mislim, da je že lani tekmoval v višji kategoriji. Rekord uradno ni več veljaven. Sem pa vesel, da sem ga takrat postavil 12 let, je sigurno zdržal. Mislim, da je bil en najstarejših, še eden ali dva sta bila še v tej disciplini. Preden zaključiva z vašo plavalsko kariero, a ste kdaj šteli, koliko truda, treningov, izgovorov, spodbud strani vseh vaših domačih trenerjev, bližnjih se je nabralo v teh 10 letih aktivne plavalske kariere? Jaz bi rekel, da ne moreš tega prešteti. Res, vsak dan je borba samim seboj. Včasih zmagaš, včasih, ko ne zmagaš, so okoli tebe ljudje, ki te pomagajo to zmagati, bitko. Je pa res, da je veliko lažje, ko imaš res cilj pred sabo in dokler sem verjel v to, da bom nekega dne osvojil paraolimpijsko medaljo. Mi veliko stvari ni bilo težko, kadar so se mi ti dvomi pojavljali, seveda je bilo težje. Tudi izgovorov je bilo veliko siguren. Tukaj sem bil v enem obdobju samouklicani ali pa danes, ko nazaj gledam, kralj izgovorov. Tako da, če kdo rabi za službo, se znam, kako se upisati, da boleče grlo. Se lahko priporočimo. Ja, se včasih hecam, da me vse boli razen kolena. Tako da, ja, trener je bil na srečo dosti prizanesljiv, da je rekel, Darko, jaz te ne morem prisiliti, ampak tukaj sem, ko boš začel trenirati, bova delala. In sem mogel najti to moč, da sem začel nazaj trenirati. 13. marca, torej čez 4 dni, bo minilo 6 let, odkar ste opravili zadnji trening z Emilom Tahirovićem. Vas je potem še kdaj zamikalo, da bi se vrnili v svet tekmovalnega športa, ali ste bili takrat soočeni s tem, da je to? Ne, v bistvu midva so začela sodelovati v tisti sezoni, oziroma že prej sem večkrat sodelovala, ko je nadomeščal enega mojega trenerja in sem videl, da so dobro delala in sem rekel, ok, za te igre v Tokiu si želim res dobro biti tam pripravljen, osebne rekorde odplavati. Za medaljo nisem računal več, da bo možno, ker so šli časi naprej. In sva res začela delati, delala dobro in pa se je zgodil tisti 13. marc, ko sem pač normalno odplaval trening, ponedeljek se vidimo, potem pa 16. marc, tistih famoznih 14 dni zaprtja. Spomnim, mi smo se še pogovarjali, kako bi se kje prešmugljali v bazen, da ne bomo spuščali treninga, ker konkurenca ga sigurno ne spušča, Pa to traja 14 dni, pa 14 dni, pa naprej. In tako po 2-3 mesecih sem jaz videl, da nimam niti malo več želje se vračati v ta trud, ki bi ga mogel znova vložiti, da bi prišel v formo. Potem so igre predstavili še za 1 leto, pa sem pač objavil, da zaključujem kariero. Še trener klical Darko, da je omakam tole objavil, da ne bo kdo videl, Pa so bilo že 200 lajkov na Facebooku, pa 100 komentarjev. Sem rekel, ja, mislim, da smo malo pozni. Pa so me še vabili, pa bo šel v Tokio, sem imaš norme izpolnjene. Sem rekel, da jaz na paraolimpijske igre hodim sam tekmovati. Tudi ko so bile potem v Tokiu paraolimpijske igre, nisem niti malo pogrešal. Bila je tudi zahtevna situacija za tiste, ki so bili tam, ta socialna distanca. Tudi Japonci so tega zelo strogo držali. Pa še enkrat doživel paraolimpijske igre v Parizu, tako sem bil team manager, tako da je pa dosti zaenkrat športa zame. No, do tega še prideva, zdajle si bova privoščila glasbo, potem pa pogledala še o vaše življenje danes. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Radio Sora vam dela družbo. V naši radijski klepetalnici Na stežaj je naš gost Darko Đurić, s katerim zdajle gremo ven iz bazena v današnji čas in k vaši želji pustiti v svetu sled. To vam več kot odlično uspeva. Ste človek, ki navdihuje, ste tudi rotarijec in tudi na ta način pomagate drugim. Kaj vas pri tem žene, navdihuje? Morda tudi spomini na vašo pot, ko so vam rotarijci in ljudje dobrega srca priskočili na pomoč pri nakupu proteze, pri nakupu avtomobila? Moja pot je bila pač taka, da sem rabil velikokrat več oziroma drugačno podporo. Prvič, seveda, sta se ati in mami izkazala, ko sta me vzela pod svojo streho. Potem je bilo leta 1999 tam nekje, ko sem rabil en boljši električen voziček, pa je bilo spet doplačilo, in so že takrat Gorenjski glas pristopil, da je podprl akcijo. Mislim, da so zelo veliko donacij takrat že zbrali oziroma smo tisti voziček lahko kupili. Potem je bilo
leta 2009, ko smo dobili pač mnenje za avto, da rabim joystick oziroma to predelavo, ki je bila izjemno draga, 40 000 evrov. Zakon o tem, da se sofinancira predelave za osebe z invalidnostjo, da se lahko gibajo, bil še v predalu. Tako da smo mogli to zbrati in takrat mislim, da v pol leta smo zbrali, se pravi, za tisto avto plus predelavo 60 000 evrov. Ne. Pol nazadnje pa seveda tudi za proteze, kjer so spet ocenili, da te mikroprocesorska kolena, ki sem jih takrat želel oziroma sem videl, da je opcija, so nadstandardna, ne, in da jih zavarovalnica ne bo pokrila, plačala, in smo tudi takrat 85 000 evrov zbirali, potem pa malo z medijskim pritiskom in z vsemi so ugotovili, da mogoče bojo pa le plačali. In en izmed njih so bili tudi Rotary klub Ljubljana Karniola, kjer so mi takrat preko ene regate, ki jo vsako leto organizirajo, jadralske regate, zbrali kar ogromno denarja. Pol, ko sem jaz dobesedno smo nazaj dobili tisti denar, mi smo že plačali, ne. Nisem vedel, kaj narediti, ne. Mislim, sem vse tiste, ki sem imel podatke, obvestil, da sem pač dobil nazaj in če želijo, da vrnem donacijo. Velika večina je rekla, da ni treba, ne. To je tak vprašalnik poslal, če želijo, da vrnem, če dovolijo, da za svoje športne projekte porabim ali pa če želijo, da komu drugemu namenimo, ne. Se meni tako zdelo, imeli po ime toliko denarja na računu, sam je izbran za drug namen, ne. In sem na Rotary poslal, da sem dobil nazaj, ne, kaj narediti. So rekli, da sem ta prvi, ki sem se vrnil, ker sem rekel, da dam donacijo nazaj, ne. Ampak mislim, da nisem čisto prvi, ampak so rekli, je to neka taka poteza, da je uredna tega, da me sprejmejo v svojo sredino. In zdaj s pomočjo tudi njih, ne, pa lahko kakšno stvar realiziramo, ki jo sam ne bi mogel, in pomagamo drugim naprej. In kdor pozna tisti film Daj naprej, ne, je zelo znan. Sicer z nesrečnim koncem, ampak mislim, da če veliko dobiš v življenju, je fajn tudi dajati naprej, ne, saj konec koncev ne moreš vsega zase zadržati, pa če lahko jaz tistim, kar sem doživel ali pa dobil, nekomu še pomagam, zakaj pa ne. Tudi sami spodbujate ljudi, da delajo dobro, razmišljajo širše, predvsem pa izven okvirjev, ki ti pravite, da je človeka treba videti kot celoto in mu dati priložnost, da razvije svoj potencial. Sami ste znali poiskati to priložnost, kako pa je v družbi sicer dan danes? Nekaj je teorija, nekaj so dobre želje, nekaj pa je potem praksa tudi v družbi, ki se šteje za zelo vključujočo, za zelo odprto. Kakšne so vaše izkušnje? Jaz sem mogoče malo drugačen primer ali pa mi je eden izmed tistih primerov, ki, če je bilo treba, smo znali tudi zase poskrbeti, ne. Nima pa vsak neke te borbenosti vse, posebej, ko ti recimo sistem pa stroka govorita, da nekaj ni mogoče ali pa ni dosegljivo in da ni dovoljeno, tako kot je bilo za izpit za avto, ne, da bi lahko vozil brez predelave, pa sem pač, jaz nisem razmišljal, da ni mogoče, jaz sem razmišljal, da se da spremeniti, ne, če sem jaz videl na lastne oči, da je realno, ne. In to tudi dokazali, ne? Pa ja. Po vaši zaslugi je zdaj v Sloveniji to možno. Mislim, da je, če dokažeš, da lahko varno voziš, ja. Ampak meni ni bilo, ne, meni ta odgovor ni bil všeč, ni mogoče, ne, zato ker pravila ne dovoljuje pač eksperimente. Njim se ni to zdelo tako enostavno, ampak na koncu smo rešili. Mislim, da to mogoče je nekako tudi dobra stvar Slovenije, da nekako, če imaš dober argument, če dokažeš, se marsikaj da spremeniti, ti gre pa veliko energije, ne, to pa sigurno. Velikokrat se mi zdi, da osebe z invalidnostjo še meri preveč odvisne od nekih mnenj, nekih kvazi strokovnjakov, ki pač gledajo iz svojega ozkega zornega kota, nekih 3 knjig so jih prebrali v življenju, malo več, ampak potem rečejo, jaz to vem, kaj je prav in kaj ni prav, v resnici je pa vsak drugačen, ne, in pustiti ljudem, da pokažejo svoj potencial. In to je tudi ena izmed stvari, ki sem jih doživel v ZDA, ne, kjer sem šel na trening hoje, kjer ti ne povejo, kaj ne moreš, ne, ampak ti rečejo, poišči svoj limit, ne. In ko ti misliš, da si najdel svoj limit, nekdo pride do tebe pa reče, tej takole poskus, pa ga mogoče premakneš še naprej, ne. Ne pa da rečejo, aha, ti pa nimaš 2 nog, ti pa vsega tega ne moreš početi. Ne, probaj. In najdi svojo pot. In to filozofijo želim, deliti naprej, ne, da ljudje poskusijo. Saj konec koncev, Slovenci se zelo bojimo neuspeha. Kaj bojo drugi rekli, če ne uspem? Ali pa, sem se bal, recimo, ko sem napovedal paraolimpijsko medaljo, pa sem brez nje domov prišel. Sem mislil, da zdaj sem nič ureden, zato ker nisem dosegel tega cilja. V resnici pa danes, če jaz tega ne bi na glas govoril, me še zmeraj ljudje sprašujejo, pa napovedujejo na dogodkih, da sem zlati paraolimpijec.
Ne. Tako da to so toliko nepomembne stvari v življenju in na koncu si se bolj sekiraš za stvari, ki jih nisi poskusil ali pa ko nisi dal priložnosti, kot pa tisto, ko si mal neuspeha doživel. In sami ste pogumno stopili tudi na samostojno podjetniško pot, na začetku skupaj z Gregorjem Nachtigalom, potem pa čisto na svojo. Kakšen izziv je bilo to za vas kot ekonomista? Ne? Vedeli ste, kaj takšna odločitev prinese za sabo, kaj terja. Kako ponosni ste bili potem nase, ko ste dejansko sledili svojim sanjam, svojemu srcu? Realnost je, da pojma nisem imel, kaj to za sabo prinese. Ko ustvarjaš podjetje, to ni 8-urni delovnik, ni jasne poti, ki ti jo nekdo že začrta, vsega se učiš, si majhna ribica v ogromnem morju, ne, če se tako izrazim. To dostikrat, bom rekel, sem doživel tisto pravo realnost posla, ne, ko z Darkom Đuričem je vsakrat kavo spil, ne, ampak posel delati moraš pa nekaj od zadaj imeti. Ne, in tam sem se res naučil, da ni to hec, ni to romantika. Pol vmes seveda je bila še ta, kjer sem z odbojko sodeloval. Pol sem se pa res leta 24, konec leta 24 odločil, da grem čisto na samostojno pot. Videl sem, da število nastopov teh povabil, da je vedno večje in se je res začel razpletati v pravo smer. Na svoji poslovni poti ste postali navdih mnogim, ste motivacijski govorec, čeprav niste najbolj navdušeni nad tem izrazom. Kako pa je na teh vaših nastopih, na vaših predavanjih? Koliko energije terjajo in koliko motivacije, energije potem dajajo tudi vam, ne nazadnje? Če si na odru, seveda je tisti odziv, ki ga dobiš nazaj, pomemben, sigurno. Moram reči, da ja, če imam več kot nekaj teh nastopov zapored, seveda je neka utrujenost prisotna, ampak se mi zdi, da več uživam v tem, vidim, da ljudem pomagam, dostikrat se tudi pozneje kdo oglasi. Zadnjič sem imel eno predavanje v enem podjetju, kjer je tista, ki me je povabila, rekla, da me je slišala pred 10 leti in me je zato povabila. Ne. Se pravi, nek vtis sem pustil, tudi enkrat je nek mladenič, tam sem bil nekje na kavi in me nekdo potrepla po rami pa reče, ste vi Darko Đurič? Sem rekel, ja, kaj pa je? Je rekel, da ste bili leta 2012 na naši šoli, takrat sem jaz snemal, sem bil star 12 let, smo se še celo leto o vas pogovarjali, sem rekel, wow. In če dobiš tak odziv, je seveda nekaj vredno, ampak ni sam to odziv o meni, ampak to, da lahko nekomu pomagam, da malo drugače pogleda na svoje situacije. Včasih se nam zdi, da je kaj nerešljivo, pa mogoče samo kakšen stavek rabiš slišati, pa malo drugače začneš razmišljati, tako da mislim, da največ energije iz tega črpam. Na teh predavanjih se zagotovo pišejo zanimive zgodbe. Je kakšna taka iskrica, kakšen odziv, kakšen moment, ki je dal misliti tudi vam, ki vam je ostal posebej v spominu? Ja, kar veliko zanimivih dogodivščin. Me je pa recimo zadnjič na eni šoli, bil mislim celo prilagojen program in tako mlajši učenec, ko dvigne na koncu roko pa reče, gospod Darko, jaz bi nekaj povedal, ni vprašanje, ampak je moja misel. Okay. Je rekel, veste, jaz to vidim kot celega človeka. Wow. Tako, in kako mladi gledajo, sem res rekel, to je pa je nekaj zadeliti tudi, ampak vidim, da res vprašanja včasih tako nepričakovana prihajajo, predvsem pri mladih, ki iščejo še tiste neke odgovore, ki jih mogoče ne dobijo v rednem šolanju, ampak o samopodobi, o tem, kako iti čez ovire, pritiske okolice in tako naprej. Tako da mislim, da res daj se tudi jaz, ko me kdo kaj vpraša, si rečem, da vseh predavanjih sem jih imel, pa take vprašanja pa še nisem dobil. Ostanete tudi vi brez besed, čeprav ste mojster besede. Midva brez besed še ne bova ostala, nekaj glasbe si privoščiva, sveže novice, potem pa zaključiva še z nekaj besedami o vaši knjigi in pogledom v prihodnost. Na stežaj. Radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Še nekaj minut na stežaj odprtih vrat si bomo privoščili o tem ponedeljkovem druženju na valovih Radia Sora. Kot sva dejala že prej, ste mojster besede, od nekdaj ste radi prebirali knjige, radi tudi pisali, pa zaradi dobrega pisanja kakšen dan namesto v domačih šolskih klopeh preživeli na gostovanju. Celo z uro ste brali pod kovtrom. Kako pogosto pa dan današnji prebirate knjige? Ja, jaz sem res kot otrok prebral. Sicer mislim, da prve 2 razreda nisem niti ene knjige prebral,
Pa sem jih pa kasneje toliko prebral, tretjega naprej, da sem še vse štempilke za tisto bralno značko za nazaj dobil. Pa se z enim sošolcem celo tekmovala, kdo več knjig prebere, pa so se krigala, če 5 knjig od 5 prijateljev prebere, še je to 1 knjiga ali 5. Take sva imela tako mi do tistih štempilkov, da še ven iz tiste mreže ne vem koliko, ostali pa tako glih tisto, da so dosegali standard. Doma na srečo smo imeli kar veliko knjižnico, ogromno knjig, potem smo tam zelo blizu, sem bil, je tudi kulturni dom, kjer je bila lokalna knjižnica, so potem vedno v nedeljo po maši z očetom šla v tisto knjižnico, pa tisti knjižničar je vedno mi je kakšno knjigo priporočil in tako naprej, ko je že videl, kaj rad berem. Pod kotrom sem tudi bral, mama mi je včasih od knjig preganjala in res lepi spomini, danes pa bi lahko več, ampak malo je mogoče tudi ta digitalna doba, ki vpliva tudi na moj fokus. Vse zdaj lotim knjige, zdaj sem se ravno spet po dolgem času ene lotil, pa začer, recimo, potem ene pol urce berem, pa zjutraj. Rač ogromno člankov preberem, od različnih tem, ki me zanimajo. To res veliko berem. Knjige pa bi jih rad več, ampak recimo temu, da ko začutim, ko mi kakšna res pade noter, jo lahko v par dneh požrem. No, zdaj je na knjižnih policah tudi vaša knjiga Plosk ene roke. Kako težko pa se je bilo razgaliti širni Sloveniji in svetu, dovoliti vstopiti v vaše življenje, v vaše misli? Je bilo težje izliti čustva pa svojo zgodbo v knjigo ali se predtem pogovoriti s samim seboj pa skoordinirati vse te misli, občutke, želje, vprašanja? Recimo, ko si na odru, imaš neko kontrolo, kaj boš dal ven, in je možno seveda to dozirati, kot hočeš. Knjiga je pa, sva z gospodom Vladimirjem Habjanom začela to pisati, in sva delala intervjuje. In mi tako po 2 srečanjih ali 3 reče, Darko, tole je pač kronologija, to ni osebna zgodba, je pa izpoved. Pa sem rekel, to tako jaz govorim, to je moj način izražanja, in on tako, ne vem, če bo to dosta, Pa sem rekel, jaz vem, Pa to, ko je urednica dobila v roke knjigo, je pa tisto, ko je z rdečo bilo, pa slepa, kaj si tam občutil, kaj si to, 3., 4. Pa sem videl, da če hočem res dobro knjigo ven dati, da mogoče je bolj pomembno od tega, ker si ljudje že lahko preberejo v nekih člankih ali pa v zgodovini, paraolimpijskih iger, da mogoče je res potrebno kakšne stvari dati ven, ki so meni pomagale, pa tudi drugim lahko pomagajo. In tudi razno spopadanje z jezo, samopodobo, do porazov, do tega, kako se nazaj zmotivirati. Mislim, da je pol res v redu knjiga nastala. Kako težko pa ste čakali odziv vaših najbližjih na knjigo? Zdaj starša sta vam napisala eno tako popotnico oziroma blagoslov. V knjigo je vključenih tudi nekaj očetovih pesmi. Kako dragocen je ta njun prispevek za vas? Meni, ko smo knjigo delali, sem tudi ogromno razmišljal o zakaj. Konec koncev nekih komplimentov pa potrditev dovolj že dobivam, ne rabim zdaj še knjige, da mi jo ljudje ploskali. In ta smisel najdeti, kaj ta knjiga je, vedno se mi je ta hvaležnost vračala do tega, da sem to dobil, kar sem, da sem lahko tukaj, kjer sem, ker lahko ne bi bil. Samo ena drugačna odločitev marsikoga, pa bi bil čisto na drugi poti. Pa to, da druge ljudi vzpodbudim, da mogoče dajo priložnost drugim ljudem, pa tudi sebe, ker če sebi ne daš priložnosti, ne poskušaš česa, tudi ne moreš uspeti. To, da sta tako lepo popotnico napisala, mi je bilo zelo lepo. Ravno sem bil v Ameriki, tam na enem treningu hoje in vidim mail in sem si to prebral, sem skoraj solzne oči dobil, pa tako sem res rekel, hvala, da ste se toliko potrudili in lepo napisala. Je to ena dodana vrednost knjigi, vaši zgodbi, nenazadnje tudi popotnica vašemu življenju, ki pa ga spremlja tudi dobršna mera humorja. Kako s humorjem lažje, drugače, morda včasih tudi bolje plujete skozi življenje? In mimogrede, kako vam gre treniranje cinizma, ki ga morate baje še malo izpiliti? Humor je sigurno ena taka lepa stvar, ki nam pomaga v težkih trenutkih, saj meni osebno je. Kakšne stvari drugače pogledati, tudi možgane razbremeniš. Ko se ti zdi nekaj nerešljivo, pa potem malo na humoren način obrneš,
Mi zdi, da je to res eno dobro orodje. Tudi recimo, ko so me kdaj sovrstniki probali kaj zafrkavati, pa sem šalo na svoj račun povedal, so videli, da to ne pade na plodna tla. Je tudi nek način preživetja, ne? Tako da cinizem pa ja, včasih se mi zdi, ko kakšno objavo napišem na Facebook, pa se mi zdi, da mora biti logično, da bojo ljudje razumeli, da gre za šalo, pa se mi kdaj kakšen spod izproši, se reče, joj, mogoče bi mogel napisati šala dneva, ne? Tako da mi je zabavno, kdaj tudi ko testirati samega sebe, pa drugi okoli. No, mi dva bova danes žal temu najinemu pogovoru počasi postavila piko. Glede na to, da nama je še ostalo kar nekaj tem, o katerih bi lahko razpredala, bova to prestavila na drugič, zaključila pa morda z eno tako mislijo, ne bom rekla receptom, ker vanje menda ne verjamete, to drži? Ja, ker ima vsak svojo zgodbo, a ne, vsak po svoje lahko vidi te recepte za uspeh in srečo. Potem bova recepte pustila ob strani in tale pogovor, kot rečeno, zaključila z eno mislijo, z eno popotnico vsem nam, morda za tiste dni, ko potrebujemo kakšno brco, kakšen potisk na poti v nov dan, z malo manj jamranja, dan, ki prinaša nove izzive. Zelo filozofsko rekel, da se stvari ne dogajajo nam, ampak smo samo del stvari dogajanja. Tako da, ko nekako bolj objektivno pogledaš na situacijo in ne jemlješ stvari toliko osebno, je veliko lažje potem tudi reševati težke situacije. Darko Đurić, hvala lepa vam za današnji klepet, za vse misli, ki ste jih delili z nami. Veliko lepih zgodb naj vam še napiše življenje in kot rečeno, verjamem, da še kdaj na druženje pred našim mikrofonom. Srečno! Hvala tudi vam za povabilo.